Lep pozdrav še v mojem imenu. Kot sem bil že najavljen, Joško Trpin. Prihajam iz podjetja Geoprospectors in bom na kratko predstavil, s čim se ukvarjamo, kaj delamo. Naslov moje prezentacije je nedestruktivna tehnologija senzorike in kartiranja tal. Za sam začetek bi par besed o podjetju. Se pravi, podjetje je bilo ustanovljeno v letu 2014. Nahajamo se sedež podjetja v Avstriji, v kraju Kreiskirchen, to je v bližini Dunaja. Trenutno smo aktivni nekje v 35 različnih državah širom sveta in imamo približno 400 naših naprav, ki v tem trenutku dnevno kartirajo tla. Po večini sodelujemo s partnerji, lahko rekel, z treh različnih sklopov. En sklop naših partnerjev so proizvajalci kmetijske mehanizacije. Tu predvsem zelo veliko delamo na raznih razvojnih projektih s skupino CNH, se pravi Case New Holland. Potem sodelujemo z John Deere, Spent, bolj kot s vsemi večjimi proizvajalci. Potem druga skupina naših partnerjev so podjetja, proizvajalci vhodnih materialov, se pravi gnojil in pa predvsem semen. Tretja skupina naših partnerjev, ki bi pa rekel, da so tudi mogoče najpomembnejši partnerji za nas, so pa podjetja, ki nudijo svetovalne storitve za končne uporabnike. Zdaj pri podjetju Geoprospectors se ukvarjamo z razvojem in izdelavo senzorja, ki ga imenujemo Topsoil Mapper. Se pravi, vidite ga lahko tukaj na sliki ali pa tam pomanjšano verzijo na mizi, na traktorju. Senzor meri elektrokonduktivnost tal. Zakaj smo šli v razvoj senzorja, zakaj se nam je to zdelo pomembno? Nekako smo videli, da so znotraj polj lahko zelo velike razlike in v veliko primerov oziroma v večini primerov noben praktično teh razlik ne pozna. Se pravi, kje je večja zbitost tal, kje je manjša zbitost tal in tako naprej. Zato smo razvili, se pravi, senzor Topsoil Mapper, ki meri elektrokonduktivnost tal. Deluje na principu meritev elektromagnetne indukcije. Se pravi, tako kot vidimo tukaj na sliki, sam senzor se stoji iz 5 poljav. Ta, ki je označena z zeleno, generira elektromagnetno polje, ga pošilja, ga oddaja, praktično potuje skozi zemljo. Preostale 4 poljave pa berejo odziv. Na tak način dobimo zelo natančne mape elektrokonduktivnosti tal skozi 4 sloje, se pravi iz globine 10 cm, 40 cm, 70 cm in 110 cm. Kar pa je zelo pomembno pri tej tehnologiji, se pravi merjenje elektrokonduktivnosti s pomočjo magnetne indukcije, pa je dejstvo, da je sama meritev poteka brez kontakta, se pravi brez kontakta z zemljo. Kar v bistvu omogoča uporabniku, da lahko tla kartira zelo hitro. To pomeni, dnevno lahko naredimo več 100 hektarjev. Je nedestruktivna metoda in omogoča široko okno uporabe. Se pravi, kartiramo lahko tako v mokrem, v suhem, tudi če je kakšna manjša vegetacija na tleh in tudi v primeru snežne odeje. Ena velika prednost našega sistema je tudi ISO-BUS povezljivost. Se pravi, sam senzor se lahko v primeru, da mehanizacija to omogoča, da imamo traktor z ISO-BUS sistemom, lahko sam senzor povežemo direktno s traktorjem. Potem pa je na voljo še ena aplikacija, kjer lahko se pravi priklopimo tudi stroj za obdelavo tal. Če v primeru, da je ta hidravlično podprt, lahko tudi med samim kartiranjem upravljamo z strojem za obdelavo tal in se pravi prilagajamo globino obdelave tal. Podatki, ki jih
spremljamo, se pravi v osnovi merimo elektrokonduktivnost, kot sem že omenil v 4 slojih globine. Potem uporabnikom vrnemo mape elektrokonduktivnosti tal. Iz same elektrokonduktivnosti tal pa potem generiramo naprej še nekaj dodatnih map, kot so management cone tal, kot je relativna vsebnost vode v tleh, se pravi glede na procent volumna tal, potem zbitost samih tal oziroma mapa, ki jo imenujemo depth to interface, ki prikazuje, koliko rahle zemlje je na površini tal, predno pridemo do nekega bolj kompaktnega zbitega sloja tal. Potem so na voljo tudi mape topografije, se pravi tekom kartografiranja je vsaka meritev georeferencirana, torej imamo tudi podatke o topografiji na koncu. Potem, kar je še možno s samim softwarskim delom, je izvoz podatkov v shape obliki ali ISO XML obliki, se pravi, lahko potem vse te podatke, EC mape in vse ostale mape uvozimo v različne farm management sisteme ali v različne GIS sisteme, kot je bilo že prej omenjeno v ArcGIS, v QGIS, praktično v vsa različna orodja. Kar lahko tudi naredimo s sistemom, s podatki, je priprava variabilne mape za obdelavo tal. To mapo lahko potem izvozimo v ISO XML obliko in če imamo primerno strojno opremo, direktno vozimo in obdelujemo tla glede na globine, ki smo jih določili in glede na management cone. Na kratko bi predstavil še sam potek kartografiranja. Nekako nam je vedno vodilo, da je sam proces kar se da enostaven. Sam potek bi lahko razdelil nekako v 3 korake. Prvo je samo kartografiranje polja, nato je drugi korak procesiranje podatkov in tretji korak nadaljnja uporaba in obdelava teh podatkov. Se pravi, samo kartografiranje lahko poteka med sezono, po sezoni, s TSM senzorjem. Na sliki vidimo sam Topsoil Mapper senzor in terminal ter potrebne kable. Sama namestitev je zelo enostavna, senzor je nekje 1,70 m širok in premera 40 cm. Zelo lahek, 35 kg, tako da ga lahko praktično namestimo na katerekoli vozilo. V največ primeru naši uporabniki senzorje nameščajo ali na neke UTV-je ali na pick-upe, ter v nekaterih primerih tudi na traktorje. Namesti se na trotočkovni priklop. Sama namestitev vzame nekih 5 minut in mogoče še dodatnih par minut za povezavo podatkovnih kablov in priklop zunanje GPS antene. Sprav, ko je sama fizična namestitev končana, zaženemo terminal, kjer praktično s 3 kliki štartamo samo kartografiranje. Kartografiranje potem poteka, kot je prikazano na 2 slikih spodaj, ponavadi poteka linijsko. Med linijami mora biti nekje 10 do 15 metrov razmaka. Možno je tudi v kakšni drugi obliki, na primer imamo uporabnike, ki imajo pivotne metalne sisteme, tam potem kartografirajo v krožnicah, v obliki krožnic. Kot sem omenil, je zelo enostavno, do začetka kartografiranja nam samo namestitev vzame nekje 10 minut. Samo kartografiranje lahko poteka pri dokaj visokih hitrostih. Senzor namreč beleži podatke s frekvenco 5 Hz in praktično ni neke omejitve glede same resolucije podatkov. Če polje to dopušča, se lahko brez težav kartografira pri hitrostih 25, 30, 40 km/h, kar pomeni, kot sem že prej omenil, da lahko naredimo v dnevu tudi več 100 hektarov. Po zaključku, se pravi, ko prevozimo celotno polje, zaključimo kartografiranje praktično z enim klikom
na terminalu, pošljemo podatke v oblačni sistem, to ponavadi poteka preko brezžičnega omrežja. Ti podatki so sprocesirani v roku nekaj minut in praktično takoj po procesiranju je kreirano tudi kratko PDF poročilo, ki se pošlje na e-naslov uporabnika. Kar pomeni, da praktično, ko zaključimo s kartografiranjem določenega polja, določene površine, počakamo 5 do 10 minut in že imamo, se pravi, podatke, vidimo, lahko preverimo, če je bilo vse ok, če je celotna površina skartografirana in tako naprej. To je drugi korak, potem pa zadnji korak je pa v bistvu ta nadaljnja uporaba teh podatkov, nadaljnja obdelava podatkov. Kot sem že prej omenil, možno je seveda izvoz vseh podatkov in je to uporaba v raznih farm management sistemih in vis softverih. Nudimo pa tudi pri nas spletno platformo, se pravi partnerja iz Nemčije, imenovano Farmblik, kjer je možen direkten uvoz podatkov, se pravi map, ki jih ustvarimo s Topsoil maperjem. In potem na podlagi dodatnih parametrov, ki jih vnesemo v samo aplikacijo, kot so izidi talnih analiz. Se pravi, na podlagi vseh teh podatkov lahko potem na tej spletni platformi ustvarimo različne preskripcijske mape, se pravi za variabilno gnojenje, za variabilno sajenje, tudi za variabilno namakanje in za variabilno obdelavo tal. Moja predstavitev gre počasi proti koncu. Zdaj, čisto za konec bi predstavil še par primerov, tako da malo tudi vidite, kako izgledajo te mape. Zdaj, ta prvi primer, ki ga vidite, je iz leta 2021, kartirala se je površina malo manj od 30 hektarjev v Washingtonu, v Severni Ameriki. Zakaj sem želel pokazati ta primer? Kot lahko vidite tam na tem satelitskem posnetku, čez polje poteka neka poljska pot, neka cesta in potem tudi na sami EC mapi je zelo lepo razvidno, da je tam pač večja zbitost tal, se pravi večji EC in potem tudi sama aplikacijska mapa za obdelavo tal prilagojena temu. Potem naslednji primer je prav tako iz Severne Amerike, iz Severne Karoline, to je bilo kartirano v lanskem letu. Tu lahko vidimo, se pravi, da gre za precej peščena tla, se pravi nizke EC vrednosti. Same meritve so v milisiemensih na meter v rangu do nekje od 40 do 60 milisiemensov na meter. Na zgornji sliki vidimo EC mapo, na spodnji pa vidimo aplikacijsko mapo za obdelavo tal, kjer je uporabnik določil, da želi tla obdelati na globini med 15 in 35 cm. Kjer so rdeče obarvana območja, tam je potrebna globlja obdelava tal, na modro obarvanih pa plitkejša obdelava tal. Potem pa še zadnji primer iz Avstralije, iz letošnjega leta. Tu se je šlo za kartiranje površine 75 hektarov. Zelo težka tla, lahko vidimo, da so podatki ranga 240 do 270 milisiemensov na meter, kar pomeni, da so to bila precej težka tla, se pravi verjetno velik delež gline v tleh. Na podlagi EC map so nato pripravili dve strategije za obdelavo tal, se pravi, kot vidimo tam Tillage Application Map za plitko in za globoko obdelavo tal. Plitka nekje v rangu 15 do 30 cm, pri globoki pa nekje do 60 cm. S tem bi tudi počasi svojo predstavitev zaključil. Zdaj za zaključek bi samo kratek povzetek mogoče naredil. Tako, ko sem predstavil, ponujamo celostno rešitev za kartografiranje tal in povezane storitve.
se pravi od hardvera do softvera, kot tudi do softvera za nadaljnjo obdelavo in uporabo podatkov. V ponudbi imamo tudi sisteme za mehansko jemanje talnih vzorcev in penetrometre za primer, kadar je potrebno natančneje spremljati samo zbitost tal. Stremimo k trajnostni obdelavi tal in seveda želimo tudi omogočati povečanje produktivnosti in bolj optimalne rabe vseh sredstev. Zdaj, čisto za konec bi vas pa še lepo povabil. V začetku naslednjega leta bomo organizirali demo dan, kjer bomo naredili kartografiranje na polju približno 10 hektarov, predstavili naš produkt podrobneje, tako da kdor je zainteresiran, lepo vabljeni. Predstavil bi pa tudi našega partnerja Borisa Krnača, ki prihaja iz Hrvaške in nekako skrbi za prodajno mrežo v državah Balkana, se pravi Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Makedoniji, Črni Gori. To bi bilo z moje strani vse. Najlepša hvala. Če so kakšne vprašanja, sem na voljo. Tamle na mizo pa sem nastavil tudi nekaj teh letakov, če bi koga zanimalo, tako da si lahko vzamete in kaj več pogledate. Hvala lepa.